Zdravljen sicer na čisto zadnjem dogodku 4. mladinskega literarnega festivala Brajnice pod Slamnikom. Dogodki v okviru tega festivala so povezani z literarnim ustvarjanjem in tudi današnjo srečanje bo takšno, pač pogovarjali se boste s pisateljico Janjo Vidmar. Z njimi bili ste verjetno že seznanjeni, ne? Prebrali ste kaj? Poleg tega še kaj drugega poznanega. Knjige, ki jih je zdala pri založbi Miš, pri naši založbi, so sledeče in sicer poleg Brez imamo še Kebari, Pleme, Ta slavno Nuško in zdajle tudi konec lanskega leta je šla Tretja možnost. Je že kdo kaj slišal o tem romanu? To je tudi neka mogoče prelomnica, ker do tega romana je bila poznana kot pisateljica za otroke in mladino. Tole je prvi roman za odrasle, je tako? Ja. In je tudi v bistvu nadaljevanje Princeske z napako, če je vam nekaj poznano. Je? Je. Slišala sem drugače, da imate pripravljen nek intervju in sicer bi mogoče kar povabila tiste v ospredje, tiste dijake in da bi jo malo vprašali. Potem se bomo pa pogovarjali pač v knjigah, ne? Ja. Tako da prosim, kaj? Ne, se usmerjam. Se lahko vsedeta. Najprej vas moram lepo pozdraviti. Jaz sem že od včeraj v Ljubljani in Ljubljana me vedno tako ubija, da sem ful utrujena, ko čakam za zdaj v Maribor. Ampak vi niste pravi Ljubljančani, tako da mi tega ne boste tako zamerili. Zdaj, kak? Mislim, dajmo se tako, da sem lahko pogovarjali. Mislim, ne tisto, da morate zdaj nekaj uradno mene vprašati, pa nas nekaj uradno odgovarjati. Ful, dajmo klepetati. Ta cel bo tako hitro minil, da smo dvakrat okoli obrnili, pa mi tako mogla iti. Jaz pa pol, ko meni zalaufa, pa jaz prijem noter, razumete v formu, mene tako težko vstaviti, pa tako težko vtihnem, tako težko grem bolj domov. Teda dajmo zdaj pol hitro. Vse, kar me imate za vprašati, me kar vprašate. Potem, recimo, ne vem, druženje s prijatelji, ne? Seveda, kak je to, ko vi 15 minut po šoli, ne, si hitro povete v faksu vse, kaj imate, pol pa lahko domov, stavljate svoj računalnik, pa tam na Facebooku, pa ne vem kip, se pa pol menite naslednjih 7 ur, ne. No, mislim, skratka, ko si pol že tak star, ugotoviš, da je druženje v živo, ne, da je to tisto, kaj je najbolj dragoceno, da si obdan z ljudmi, ki te imajo radi, ne. Spravi, to so te male stvari, ko te, ne samo da te ohranjajo živega, pa da ti dajo to notranjo energijo, ampak te v bistvu tudi napolnjuje za to srečo, za katero ti najprej, ko si celo življenje čakal, kdaj bom jaz srečen. Kaj zdaj sem srečen? Sem zdaj? To ljubezen sem zdaj srečen. Bo gotoviš za nazaj, ko si star, razumite, da je bilo cel kup lepih stvari, ki so te osrečile v življenju, sem da takrat tega ti nisi vedel, ker si ti vedel, da je sreča nekaj, tu na konici, njih imaš, prste že imaš not, razumeš, ampak ni. Zdaj, ko si pa star, zdaj pa ti je jasno, mislim, da je sreča skoraj da nepretrgan niz malih trenutkov, ki se kar vrstijo, če si dovoliš biti srečen. In nam še to povem, na smrtni posli so spraševali ne vem koliko, več stotin, skratka, ljudi, ki so živeli v tej smrtni agoniji, kaj mi je v življenju najbolj žal. In so pač vse te odgovore strnili nekje v 5 teh glavnih odgovorov. In eden od teh 5, ne, tisti, ki je meni, mislim, meni je bilo grozljivo to, kar sem prebrala, si rekla, si že prebrala, ne? En od teh je bil odgovor, da najbolj obžalujejo, da si niso dovolili biti srečni. Meni se zdi to največja tragedija, ki jo lahko človek vidi. Sploh glavni na tem področju. In zdaj naj vam razložim, zakaj skratka sem jaz eno tako malo čudo. Namreč, ko sem jaz bila stara 5 let, je bila moja starejša sestra, stara že 18, bila že huda najstnica, ki je imela fanta iz NK Maribor. Se vem, kaj se je zgodilo. Ne bom zahajala na področje nogometa, tako bomo ostali pri literaturi. NK Maribor je še vedno zakon, za fante. Nič, nobenih ljudi. Nič, ne, zdaj ne bo, ne noče. Tuji, zdaj karazno, ki ne uporabili.
Ampak, zdaj morate razumeti nekaj. Tako kot so danes tile fantje z NK Maribora, kao neke zvezde, so bili tudi takrat, ko je bila moja sestra stara 18. In ona je imela fante z NK Maribor in zaradi tega je bila glavna. Največji problem v njenem življenju sem bila jaz. Ata pa mama sta bila jutra do večera v službi in me je mogla na vsak zmenek s sabo peljati, ker je bila moja manjška. Jaz sem se še na novo obesla gor, tako da ona prišla na randi, z mano. Tako je mene zagledoma šlo valjda na kozlanje. In on je začel za drugimi puncami gledati, ne? Ker pač se veste, fant je tistega malega cverga stalno poleg gleda. In moja sestra začela blazno skrbeti, da bo zgubila tega fanta iz NK Maribor, tega mladega nogometnega upa in da potem bo ona nikoj ništa, vete, ono ne, z nekom si glavni, brez pa kao nisi. In je ona ugotovila, ne, da zato rabi denar. Zdaj v tistih časih morate vedeti, da smo bili vsi enakopravno revni, ne tako danes. Da smo bili vsi revni. Denarja ni bilo. Kaj ne trdi? In se ona spomni, če bo ona doma očetu likala hlače, ji bo dal ata za to denar. Ona bo ta denar porabila za to, da bo tega fanta peljala v kino, pa na pijačo, pa bo bolj mogoče on lažje prenašal tega cvergla gor na noge trpopanega, ne? In res, moj ata se strinja, ona je začela doma hlače likati. In enkrat, ko jih je zlikala, tako Štajerci rečemo, ko so se nas to črto likala, ne? Tako špuro jih je zlikala, čute, da ko se jih tako postalo, so same stale, pa tako bila v lup skoče. In ona enkrat hlače na tako špuro. Zlika. Da, ata bankovec. To je bilo včasih prejšnje Jugoslavije, bankovec za 10 dinarjev, ko da bi danes dobila, ne vem, mogoče 20 evrov. Ona vsa navdušena, odloži bankovec na rob mize in se hitro laufa v kopalnico lišpa za svoj zmenek, ne? Prijem jaz. Dobro, veste, da ko smo stari 5 let, smo tako pametni, ko nikoli pozneje v življenju. Jaz gledam bankovec, grd, nikako, če tega nekega rodarja, imel gor vtisnenja, kako neki muši drekec, tako belo rjavo, takoj sem vzela barvice, takoj sem pobarvala rodarja, pa sem še vzela za svaki slučaj, razumete, flomastre. Napisala gor svojo prvo abecedo, svojo prvo veliko literarno umetnino. In jaz vam povem, da je bil bankovec ono tipi-topi. Pa vas sem razmišljala, ne, kako smo stari 5 let, ima pamet. Tako dolgo je likala hlače, da same stoji. To je premalo denarja. Znaš, kaj je? Jaz režem bankovec na 3 enake dele. Vse te dele položim nazaj na mize in se tako ponosno postavim zraven. In si rekla, če me pa moja velika sestra zdaj ne bo vzljubila, ko sem ji pomnožila denar, te se pa vse niste, ki mi ne dajte. Pride ona ven, zagleda te ostanke na mizi in se začneva biti okrog mize ljubiti. In jaz veselo skakljam na mojih malih, kratkih nogicah in si pravim, super, gleba velika sestra, se končno enkrat igra z mano. Pa jaz tako čez rama, enkrat tako pogledam malo, da vidim, kje je ona, ne? Pa zagledam tisti morilski izraz, ne, facem. Če te jaz sem tako laupala, kako so me moje male, kratke nogice dale, ne. Samo gledaj, ko moja sestra mene v roke dobila, ti od mene ostalo nič. Ona me tako premala. Životno mrtvo. 3 dni sploh nismo mogla na to zadnji sedeti. Nič mama mi obkladke gor davala, nič mi pomaga, nobena mama, čujte, vede, kaj sestra naredijo iz malih svojih, tudi bratnicov, pa se to vedete, pa se imate klavnico doma. Presenečenje? Ne, še danes smo skregani. Tak. Ampak hočem nekaj drugega povedati. Da ko jaz danes tak te svoje debele knjige pišem, pa sedim za računalnikom včasih od jutra do večera, ne? Po celodnevnem sedenju me to je kdaj tako ta zadnja, pa se vedno rečem, kaj si ti malo kako lahko batine v zgodnjem otroštvu človeka zaznamljeno za celo življenje. Tako da se dovolite, da dvigne roko na vas. Ja. Čeprav po drugi strani, ne. Pa gledajte, se vedno skozi jamrate, ne. Pa imate svoje pravice, pa nič dolžnosti. Samo dragi moji, po drugi strani pogledate, je pa tako tudi fair, ne. Mene so tekli, pa gledajte, kako dobro je skozi. Naslednje vprašanje. Rada bi vam nekaj pokazala in rabim za to enega pogumnega fanta pa eno pogumno punco. Kdo bi se mi tukaj pridružil? Rada bi vam to bo sam en kratek preizkus in tisti, ki bo
ki se bo dobro odrezal. Jaz bi rada, da to seveda fant, normalno, ker fant je kao manj bere, oni sem še boje nage punce v Playboyu gledajo, pa to punce pa so kao tiste, ki berejo, pa so včasih fanti zelo znajo presenetiti. In jaz bi rada samo en tak praktični preizkus pokazala, je kdo, bi prišel kdo ven? Ja, vidiš lepo. Dajte obema en aplavz, lepo. Slučajno. Rada bi en čist preprost preizkus naredila. In ti ga boš izvedel. Ti boš pa samo gledali, boš pa povedali, si zadovoljna ali ne. Glej, iz tega se mesec maj, ki je mesec ljubezni, ki traja vse leto. Ne? Itak. Torej, in zdaj ti taka čedna deklica pride po poti nasproti in tebi srček strepeta. Ti zdaj ono, samo malo, ti si zdaj čist normalno znemirjen, veš pa, da ne smeš skupaj, ker če skupaj, da bi tam mimo, ko ti opico odvaj. In zdaj ti moraš narediti test. In zdaj bom jaz povedala, zakaj ta test. Samo malo. Na njo lahko narediš test. Tak na prvi pogled, samo z besedami. Vse odvisno od tega, kaj boš rekel. In zdaj, ti si gimnazijec. Ja. Samo malo. Rada bi vam nekaj dokazala, rada bi vam nekaj pokazala, kako daleč ste že vi zabredli. Pazite tole. Iščemo torej eno lepo misel. Ja? Eno lepo misel, da nam ogreje srce vsem, tudi njej. In ja, lahko je, lej, vers, kitica, pesem, SMS sporočilo, karkoli, ne vseeno kaj. Da na njo narediš dober vtis, pa da je lepa misel, da nam vsem ogreje srca. No in zdaj pa poglejte, zakaj ta preizkus. Glejte, če bi jaz njemu, ti razmišlja zdaj, lepa misel, če bi jaz njemu rekla, da ji zabrusi nekaj neprijaznega, nekaj žlehtnega, nekaj slabega. V trenutku bi iz rokava stresel 10 domislic, tako kot da si rekel keks. Ne bi bil noben problem. Če pa rečeš, zdaj pa nekaj prijaznega, eno lepo misel, gul, vsi vtihnejo. In ko smo se pogovarjali, zakaj? Zakaj tako težko reči nekaj prijaznega, nekaj lepega? Zato, ker te postane sram. On mora tu pred vsemi vami zdaj povedati nekaj prijaznega in ker vi niste navajeni govoriti prijaznih stvari drug drugemu, ampak samo neprijazne, je ta naloga toliko težja. Tako da malo zdaj pa glede na to... Vse stavete na svoj način. Bila je spontana, ste videli? Ampak, a je bilo tako grozno?